Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju že 10. zapovrstjo podelila priznanja za najboljše inovacije v slovenskem prostoru. Podeljene so bile 4 diplome, 6 bronastih, 28 srebrnih, 4 posebna priznanja in pa 7 zlatih. Prvič je bilo podeljeno tudi priznanje za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Največ glasov je prejela inovacija podjetja Geneplanet, genetska analiza Nutrifit Velneo Genetics. Priznanja dokazujejo, da se podpora inovativnosti v slovenskih podjetjih vsekakor veča. K temu prispeva več dejavnikov: svetovno gospodarsko in znanstveno okolje, nekateri vladni ukrepi iz leta 2009 in 2010, inovativnosti naklonjena vodstva podjetij in ne nazadnje priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Le-ti predstavljajo pozitivne primere, iz katerih lahko slovenska podjetja črpajo navdih. Da smo v Sloveniji inovativna nacija. Tudi v evropskih primerjavah v tem pogledu stojimo dobro. Smo v gornji polovici, boljšimi nacijami na tem področju. Imamo dobro zgodovino inovacij in tudi nekatere dobre organizacijske modele, ki omogočajo uvajanje inovacij v industrijo in na druge načine v našo prakso. Po mednarodnih lestvicah ima Slovenija odlično znanost, dobro razvito podporno infrastrukturo za inovativnost, vzpostavljene modele prenosa znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo. Ima pa tudi podjetja, ki obvladujejo svetovne tržne niše. Da so inovacije pomemben element gospodarskega razvoja in da slovenska podjetja znajo ceniti in spodbujati inovativnost, so potrdili tudi prejemniki zlatih priznanj za najboljše inovacije. V situaciji, v kakršni pač smo, edino razvoj novih izdelkov nam lahko pomaga prebroditi to krizo in popeljati našo gospodarstvo na pravo pot. No, imamo srečo, da midva smo zaposlena v podjetju, ki da zelo veliko na inovativnost, na dejansko novitete in lahko rečem, da imamo strašno spodbudo za prihodne projekte in tudi v prihodno leto se veselimo, ko bomo lahko pokazali precej novosti, ki smo jih v okviru tima spet predstavili na trgu in kot rečeno, podjetje ceni to dodano vrednost in nas spodbuja pri tem. Ja, moram povedati, da v našem podjetju ta priznanja kar naretijo na plodna tla. To je, kot je povedal moj kolega, neka nagrada za minulo delo in neka spodbuda za naprej. To se pravi, da nekje gledamo na to kot res neko spodbudo, na nek zagon, daje nam nek entuzijazem, da smo na pravi poti in da stremimo v pravo smer. Ja, naše podjetje to vsekakor podpira, ker smo del pač farmacije, ki stremi k inovativnosti vsakodnevno, bi lahko rekli, tako da v bistvu nas spodbuja na tem področju in seveda se tudi veseli z nami ob takih dogodkih. V našem podjetju je inovativnost prisotna že odkar v Zasavju podeljujejo inovacije, to se pravi že 16 let. Tudi določene nagrade so za vsa ta priznanja, ki jih pridobimo. S tem se pa tudi z inovacijami in pa priznanji se pa podjetje tudi pokaže na slovenskem trgu kot neko inovativno podjetje. Zelo spodbudno, torej veselijo se z nami, hkrati je pa to tudi na nek način marketinški prijem. S tem, ko smo dobili priznanje, se lahko tudi navzven pohvalimo, da smo nekaj vredni. Ja, jaz mislim, da je LEG znano kot eno izmed najbolj inovativnih podjetij v Sloveniji, tudi če pogledamo po številu vloženih patentnih prijav na leto in vsi smo močno stimulirani v podjetju, da delamo v tej smeri, vsekakor naj je pa LEG ves čas podpiral na tej poti in tudi za udeležbo na vaši prireditvi. Slovenija ima inovativna podjetja, še več pa ima potencijala, torej priložnosti za izboljšanje. Eno od takšnih področij je intelektualna lastnina, ki v slovenskih podjetjih še vedno ni optimalno razumljena, zato tudi ni optimalno izkoriščena. Marsikatero podjetje ne zna upravljati z intelektualno lastnino, je ščititi, izkoriščati, ne znajde se v sistemu odprtega inoviranja, licenciranja in izkoriščanja prostega znanja. Na ta način pa izgublja svojo konkurenčno prednost, drugačnost, prepoznavnost. Nahajamo se na prelomnici, ko intelektualna lastnina postaja pomemben gradnik prebojnih inovacij in razvojnih modelov podjetij. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo zato v sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino
Inštitutom Jožef Štefan, RSG Kapitalom in Nastju Mulej pripravili CD-ROM Inovativna Slovenija. Predstavlja pa pomoč podjetjem pri razumevanju, obvladovanju in izkoriščanju intelektualne lastnine.